Britanska policija želi aretirati to žensko, ker so jo označili za res veliko grožnjo družbi, moji prijatelji. In si lahko predstavljate, o čem ta ženska govori, da jih tako zelo straši, da ji grozijo z aretacijo, medtem ko je na počitnicah? Mislim, ne boste presenečeni, ko boste slišali, da ima drznost, sramoto, samozavest, da javno govori o islamu. Še ni prepozno, da islam odstranimo iz naših učilnic. Še ni prepozno, da islam odstranimo iz tiste stavbe. Še ni prepozno, da islam odstranimo iz vsakega državnega urada v tej državi. In ni samo to, da še ni prepozno, to je popolnoma nujno. Če želimo rešiti to državo, moramo odstraniti islam iz vsakega položaja oblasti. Tako lahko razumete, zakaj bi to lahko veljalo za nekoliko sporno. Ampak kar vidim tam je samozavestna ženska, ki izraža svoje prepričanja, ker smo že analizirali in prišli do zaključka, da je islamizacija pravzaprav politična entiteta, ki poskuša prevzeti oblast, a se prikriva kot religija. In seveda, ko slišite nekoga, ki tako govori proti neki religiji, se sliši rasistično. Ampak ko ugotovite, kaj je načrt islamizacije, se sliši pravzaprav precej logično. Branite svojo državo pred zavojevalci. Mislim, wow, ostaneš brez besed. Vendar, nažalost, dejstvo, da je ta ženska pripravljena tako jasno izraziti svoje mnenje, užali to ubogo angleško policijo, ki se zelo boji, da bi kdo rekel kaj malce spornega. Ker bi potem lahko izgubili svojo moč. To jim je bilo izročeno na zlatem pladnju strani milijonov islamistov, ki so se infiltrirali v njihovo državo. To je skorumpirano in problematično. In zdaj grozijo z aretacijo. Brez pretiravanja. Poglejmo njen video in njen odziv. Prav. In fantje, samo vsi bi morali vedeti, da to žensko od nekje poznamo. In v trenutku boste izvedeli, od kod. Pozdravljeni, dober dan. Moje ime je Kelly J. Keen. Posnela sem zadnji stik s policijo. To bo moj 5., mislim, ko so me policisti kontaktirali zaradi besed, ki sem jih izrekla, ali zaradi nečesa, kar sploh ni kaznivo. Kakorkoli, medtem ko poslušate posnetek tega klica, imejte v mislih, da trenutno izpuščamo nasilne in spolno nasilne kriminalce. Obsojene kriminalce iz naših zaporov, ker so ti polni. Upam, da boste v tem uživali. To je metropolitanska policija. Oni so popolnoma nori. Ja, res so. Malo so nori. Zdaj bomo čez trenutek poslušali naš posnetek. Ampak, fantje, ali veste, kdo je Kelly J. Kelly J. Keen. Se spomnite tistega neverjetnega videa, o katerem smo poročali pred časom? Knowing you believe the lie, that inclusion was everybody's friend. When the truth now we all know, that was the beginning of the end. You didn't fight back, you failed to resist, and now the country is under their fist. No sun, no fun, no sky. All the music now must die. No more thinking thoughts, shatter your council, schools and courts. Welcome to Britain under the brand new caliphate. Ni več svobodno. Cover your face, your hair, your feet. You're now enslaved in a British caliphate. Don't you love the British caliphate? Ona je genialni za tem videom, ki mi je očitno zelo všeč. Mislim, da je to res ganljiv način podajanja sporočila. In Kelly ni nikoli bila oseba, ki bi se umikala. Bila je vključena tudi v tisti video, ki ste ga morda videli, tudi o tem smo govorili tukaj, kjer je ljudem na ulici govorila, da ne verjame, da bi se smeli religiozno priklanjati, ker je to znak prevlade. Kakorkoli, ni oseba, ki bi se izogibala svojim političnim mnenjem, kar mi je pri njej in vsem, kar počne, res všeč. CPS je problem muslimanske mreže. Kakšen je problem s CPS? Vedno znova in znova govori o teh vprašanjih in jih resnično potiska v ospredje naše zavesti.
In policija v Angliji se tega res boji. Živimo v času, ko je govoriti o nečem vedno slabše kot sama stvar. Kaj ne, javno govori. Verjamem, da obstaja resnična težava. Želim braniti svoje mesto, želim nekaj narediti, želim braniti svojo državo. Vidim, kaj se zgodi z državami, ki dovolijo islamski prevzem. S tem, da bi se to zgodilo v Združenem kraljestvu, se ne strinjam. In odziv policije je, da jo aretirajo, da ji grozijo z aretacijo. Iskreno, to je popolnoma noro. Preprosto je noro, kaj ne? In ona ni nekdo, ki bi ga lahko utišali in to jim ni všeč. Ne marajo ženske, ki je pripravljena spregovoriti. Ne marajo moškega, ki je pripravljen spregovoriti. Ne marajo nikogar, ki je pripravljen spregovoriti in jih pokazati kot tiste, ki omogočajo invazijo. Ker je navsezadnje to množična izdaja. In resnično čutim zelo močno, da bo prišel čas, ko bodo vsi, ki so bili vpleteni v dovoljevanje te invazije in prevzema, obravnavani povsem enako kot tisti, ki so v preteklosti izdali družbo. Veste, vse tiste zgodbe o vojnih junakih in potem o tistem, ki je bil tam izdajalcu, to so te ljudje postali. Policija, vlada, postali so izdajalci naše družbe. In ona to izpostavlja. In to jim pri njej ni všeč. Mislim, ali si presenečena. Preprosto jim to ni všeč. In tukaj napiše, ne delite objave, ker bi se s tabo lahko želela pogovoriti. Londonska metropolitanska policija. Govori o tem, kako potuje, je na počitnicah in da se mora nekaj spremeniti, ker so resnično, iskreno zainteresirani, da jo aretirajo, ker je spregovorila. Islam moramo odstraniti z vseh položajev oblasti. Zdaj, 3 mesece kasneje, je bil ta govor, te točne besede, preprosto premočan. Preveč prepričljiv. Tako zelo, da je Kelly J. Keane zdaj pod grožnjo aretacije, saj Kanova metropolitanska policija CPS kuje zaroto, da bi te besede uporabila in jo spravila za zapahe. Posnela sem zadnji stik s policijo. Mislim, da bo to moj 5., ko me je policija kontaktirala zaradi besed, ki sem jih izrekla, ali zaradi nečesa, kar sploh ni kaznivo dejanje. Najprej hvala za vaše pismo in radi bi vas povabili na prostovoljni razgovor v zvezi z 2 ločenima preiskavama. Potekal bi na policijski postaji v Londonu in trajal bi nekaj časa. Prosim. Zakaj? Torej, ti 2 obtožbi izhajata iz vašega shoda United Kingdom. Prejeta je bila pritožba glede vašega govora, posebej v zvezi z izjavo, da moramo odstraniti islam iz naših učilnic. Še ni prepozno, da islam odstranimo iz te stavbe. Še ni prepozno, da islam odstranimo iz vsakega uradnega prostora v tej državi. In več kot to, že je prepozno. Še ni prepozno pravzaprav. Če želite rešiti to državo, moramo odstraniti islam iz vsakega posameznega kraja. V redu, upam, da bodo vrgli rokavico, po pravici povedano. In vključimo In bi se to boril. v naš tečaj. Bi Ja, se seveda, boril? policijsko opozorilo. Ja, seveda. Nikoli ne bi pristala na policijsko opozorilo. Zdi se ti, kot da ne bodo odnehali. Ali ne bojo nehali, dokler ti ne vzamejo svobode, tvoje svoboščine. In ti si mama, si žena, mislim, kako to vpliva nate, na osebni ravni? Na osebni ravni menim, da moramo to pripeljati do logičnega zaključka, da bi dokazali svoje stališče. Seveda nočem iti v zapor, nihče noče iti v zapor. Ne želim si nujno biti na sodišču, ampak če bo to potrebno, da ljudje končno spregledajo, kaj se dogaja v tej državi. Posebne interesne skupine, ki jim policija po načelu mehkega pristopa prisluhne kot voditeljem skupnosti. Potem naj bo tako. Vedno sem rekla, da sem pripravljena narediti vse, kar je potrebno, da vsi razumejo, da obstajajo, da so moški vstopali v ženske prostore in da smo počeli res ogabne stvari otrokom z blokatorji pubertete in hormoni nasprotnega spola. Torej, morda bo to potrebno. Me je strah? Ne, prav posebej ne. Mislim, da se mora nekaj spremeniti? Da. Ali je v redu, če se to zgodi meni? No ja, če ne meni, komu potem? Potem moram biti jaz. Mislim, samozavest take dame, ki je pripravljena reči, jaz sem mama, ampak na koncu dneva, če me bodo aretirali, naj bo tako. Dajmo to spraviti na sodišče. Naj vsi govorijo o tem. Naj se ta pogovor razširi po ulicah. To je tista samozavest, ki jo potrebujemo, da bi se vedno več ljudi v Združenem kraljestvu počutilo udobno, da jo izrazijo. Ker stavijo na to, da ste pripravljeni morda kaj reči, dokler se vam nič ne zgodi. In prav to, da se vam nič ne zgodi, je tisto, na kar stavijo.
Oni se zavarujejo. Svoje stave zavarujejo na podlagi dejstva, da vedo, da niste pripravljeni resnično tvegati. In zato morajo ustvariti le dovolj pritiska, da vas prestrašijo, da bi kaj rekli. In tako lahko utišajo vse. Toda več kot je ljudi, ki stopijo naprej in rečejo, to je popolnoma absurdno, o tem bomo še naprej govorili, aretirajte nas, naredite, kar želite. Iz tega bomo naredili velik hrup. Bolj ko se ta strah pred tem, da bi karkoli rekli, začne razblinjati, in zato so ljudje, kot je Kelly, tako neverjetno pomembni. Da, govori kontroverzne stvari. Morda se z njimi popolnoma ne strinjate. Tudi dejstvo, da je pripravljena reči, glejte, to je njihova natančna taktika. Poskušajo nas prestrašiti. Mene ni strah. Izpostavila se bom in bom postala obraz tega gibanja, če bo treba. Lahko me aretirajo. Ne bomo odnehali, dokler vsi ne bodo razumeli težav, proti katerim se borimo. To je tista vrsta poguma, ki je potrebna za resnično soočanje s temi vprašanji. Kajti, če nimaš ljudi s takšnim pogumom, ki jim je v redu in so pripravljeni biti aretirani, kar boš na koncu imel, je družba, ki jo utišajo. Vsi ostanejo ponižni in ponižne ljudi je zelo, zelo, zelo lahko pregaziti. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.